Kentaver. Ves teden sem premišljeval o zgodbi o krogu 99. Kakor hitro je en delček sedel na svoje mesto, je pri tem izrinil nekaj drugih. Ko sem prišel na naslednje srečanje, si še vedno nisem uredil misli in o tem nisem hotel govoriti. Zato sem govoril o nepomembnih stvarih, času, počitnicah, avtomobilih in ženskah. Malo pred koncem srečanja sem rekel Jorgeju, da imam občutek, da sem svoje srečanje zapravil in da od njega ne bom imel koristi. Demijan, spomni se drvarja, ki ni nabrusil sekire. Morda je lahkotno, celo nepomembno srečanje svojevrstno, v narekovaju, brušenje. Če bi tako razmišljal, mi niti priti ne bi bilo treba. Prav lahko tudi ne bi prišel. Ne bi bilo sicer enako, ne zate, prav tako ne zame, toda lahko tudi ne bi prišel. Ti si res nekaj posebnega. Da, seveda, in ti tudi. Da, ampak ti si večji posebnež. Mogoče, če se vrnem k temu, priti ali ne. Ko sem študiral medicino, nam je porodništvo predaval profesor, ki je bil zelo prijeten in je vedno pol ure po predavanju namenil odgovorom na vprašanja. Profesor, katero je najboljše kontracepcijsko sredstvo? Ga je nekoč vprašala neka študentka. Gospodična, idealno kontracepcijsko sredstvo bi moralo biti cenovno dostopno, lahko uporabno in povsem zanesljivo, je začel odgovarjati profesor. Toda ali obstaja povsem zanesljivo sredstvo? Se je oglasil čeden svetlolasec v tretji vrsti. Najbolj zanesljiva, cenovno dostopna in preprosta metoda, je odvrnil profesor, je metoda mrzle vode. Kakšna pa je? Nas je vprašalo več hkrati, tudi dekle, ki je pogovor začelo. Ko si partner želi spolnega odnosa, popijte 2 ali 3 kozarce zelo mrzle vode v majhnih požirkih. Pred aktom ali po njem. Ne prej, ne pozneje, je odvrnil profesor, pač pa namesto njega. V teh, v narekovaju, zmedenih dneh Demijan bi imel največjo korist od terapije, če bi odšel v kino, kar ti zelo ugaja, se srečal s kakšnim prijateljem ali pa za kakšno uro zadremal. Kot je rekel moj profesor, ne prej, ne pozneje, pač pa namesto nje. Vse, zaradi česar se dobro počutiš, ima lahko terapevtski učinek. Dobro, ampak zato bi se moral odločiti, jaz pa mislim, da se težave začnejo ravno tedaj, ko je treba izbrati. Bajsi me je zgroženo pogledal, tako da sem zlahka uganil, kaj si misli. Ne, Jorge, nočem reči, da bi mi bilo bolj všeč, če ne bi imel izbire, pa tudi svobodi se ne odrekam. Pač pa nočeš odločitve. Res je, nočem. Kljub temu bi moral že vedeti, da imamo ljudje kljub svoji celovitosti v sebi različne dele. Nekateri so bolj razbiti od drugih, eni vidnejši, drugi bolj skriti, eni imajo takšne potrebe, drugi drugačne. Torej se ni mogoče nikoli zares odločiti, se nisem dal. Tudi ta nevarnost obstaja, je rekel Bajsi
in se namestil na blazino na tleh. Še sam sem vzel blazino in se pripravil na drugo zgodbo v tem dnevu. Bajsi je nadaljeval. Ko je imela moja hčerka 5 let, sva ženo redno kupovala pravljice in jih pred spanjem prebirala njej in njenemu bratu. V eni od njih je bila pravljica o Kentavru. Povedal ti jo bom, ker si mi danes zdi, da je bila napisana zate. Takole pravi. Živel je Kentaver, ki je bil tako kot vsi kentavri pol človek, pol konj. Ko se je nekega dne sprehajal po travniku, je postal lačen. Kaj naj pojem, je tuhtal. Hamburger ali kup sena? Kup sena ali hamburger? In ker se ni mogel odločiti, je ostal lačen. Kje naj spim, je pomislil. V staji ali v hotelu? V hotelu ali v staji? In ker se ni mogel odločiti, ni šel spat. Ker Kentaver ni ne jedel, ne spal, je seveda zbolel. Kam naj grem na pregled, je pomislil. K zdravniku ali veterinarju? K veterinarju ali k zdravniku? Ker je bil bolan in se ni mogel odločiti, k komu naj gre, je Kentaver umrl. Vaščani so se približali njegovemu truplu. Bilo jim ga je žal. Morali bi ga pokopati, so rekli. A kje? Na pokopališču ali na travniku? Na travniku ali na pokopališču? In ker se niso mogli odločiti, so poklicali avtorico knjige. Ker se ta ni mogla odločiti namesto njih, je Kentavra oživila. Počil je lonec, mi pa ne vemo, ali je bilo pravljice konec.